Sam vase zazrt, res sem se prevzel, odločil sem se sam in odšel daleč, daleč stran. Kot sanjal bi prestajal more, v obupu in praznini izgubljen sam brez tebe, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, Bog, da bomo svoje. Sem trudil se, da delal dobro bi, a vedno padel sem, ker sem spoznal, sam nisem dober. Vem, grešnik sem, po svoje rad živim, ne morem delati, kar je prav, kdo me reši, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, da bomo svoje. Izbriše tvoj greh, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, Gospodu, predaj se, Gospodu, predaj se.
Veseli smo, da nas spremljate preko spleta. Če nas še nikoli niste obiskali na naših bogoslužjih, vas vabimo v tem prazničnem decembru, da nas obiščete. Smo v adventnem času, ki ga kristjani tradicionalno praznujemo vsako leto. Zato je to prava priložnost, da spregovorimo nekaj besed o tej tradiciji. Današnjo pridigo sem naslovil: Advent, tradicija ali živi Bog. Poglejmo v vodo samo nekaj malega. Kaj je tradicija? Tradicija pomeni dati naprej, predati načine dela, obnašanja, prepričanja, verovanja in običajev na mlajšo generacijo. Tradicija je lahko dobra, tudi lahko postane tako močna, da zaustavlja razvoj družbe. To pa si človeštvo, družba v osnovi sigurno ne želi. Še močna je lahko tradicija v krščanstvu. Obstaja nevarnost, da se postavi nad avtoriteto živega Boga in njegovo besedo, kar zavira duhovno rast kristjanov in seveda tudi drugih, ki bi hoteli spoznati kaj več o Jezusu. Adventni čas ali sama beseda advent je latinska beseda adventus, ki pomeni prihod. V adventnem času se verniki pripravljamo, spominjamo Jezusovega prihoda, rojstva na zemljo. Se pravi, to je tradicija, na drugi strani tudi kultura kristjanov današnjega časa. Ampak, če se sedaj konkretno osredotočimo, kako danes praznujemo adventni čas, ki je v osnovi prihod, spomin na Jezusovo rojstvo, vidimo, da smo se oddaljili od bistva. V tem adventnem času veliko govorimo o Miklavžu, pa potem o Božičku in še Dedku Mrazu. Jaz s tem nimam problema. Živimo v času neke kulture, toda vedno obstaja nevarnost, da zgrešimo bistvo, da se nam dogaja, kot govori naslednja resnična zgodba. Cesar se je sprehajal po svojem parku. Prišel je do stražarja, ki je stražil neko grmovje. Presenečen ga je vprašal, kaj počne. Odgovoril mu je, da straži, ker mu je častnik tako ukazal. Cesar je poklical odgovornega častnika, čemu postavlja stražo ob tem nepomembnem grmu. Častnik je odgovoril, da ne ve. Po poizvedovanju in na svojem dvoru cesar gotovi, da nihče ne ve, zakaj stoji tam straža. Potem je zapovedal, da naj pregledajo stare listine ali je kje kaj zapisano. V cesarskih arhivih so našli zapis, da je preveč kot 100 leti Katarina Velika posadila na tistem mestu posebno vrsto vrtnic in postavila stražo, da je ne bi kdo uničil. Seveda, te vrtnice že zdavnaj ni bilo več na tistem mestu. Stražarji pa so še vedno brez pomena stali tam, ne da bi vedeli, kdo sploh je tam bil ali čemu tam stražijo. To se dogaja tudi nam. Ne bom se spuščal v podrobnosti adventnega praznovanja Miklavža, Božička, Dedka Mraza. Želim pa, da vidimo jasne resnice, ki so povezane z adventnim časom. Jezusov prihod, rojstvo, je začetek in napoved nekaj novega za človeštvo. Zakaj? Jezus se je rodil kot odrešenik. Jezus bo prišel kot ženin po svojo cerkev.
Jezus bo prišel kot kralj vladar. Ko se je rodil Jezus, je bilo razodeto oznanjeno. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. Pomembno vprašanje za vsakega, ko se spominjamo, praznujemo Jezusovo rojstvo. A je Jezus tvoj osebni odrešenik? A si sprejel njegovo odrešitev, s katero je na križu umiral za tvoje, naše grehe? Si ga prosil odpuščanje in sprejel njegov dar večno življenje, o katerem govori apostol Pavel. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Z Jezusovim rojstvom pa se zgodba ne konča. Svetopismo nam jasno razodeva, da bo Jezus ponovno prišel, toda drugič po svojo nevesto, kot ženin po svojo cerkev. Kajti sam Gospod bo poveljal ob nadangelskem glasu in ob božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo ostali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali skupaj z njim, odneseni v oblakih v zrak naproti Gospodu. Tako bomo zmeraj z Gospodom. S temi besedami se torej tolažite med seboj. Jezus bo stopil z neba in v povelju bodo iz grobov stali tisti, ki so umrli v Kristusu, pravi apostol Pavel. Tisti pa, ki živijo na zemlji in so sprejeli Jezusa svojega odrešenika, bodo odneseni skupaj z njimi na oblakih naproti Jezusu in bodo vedno z njim. To bo Jezusov prihod samo za njegovo cerkev. Neverni ne bodo tega videli. Videli bodo, da bodo mnogi ljudje v trenutku izginili iz zemlje. Mogoče misliš, ne mi govoriti pravljic. Kakorkoli, jaz zaupam Bogu, njegovi besedi in nekega dne bomo videli, če je to res ali ne. Če ni res, jaz nimam kaj izgubiti. Če je res in v to ne veruješ, pa ne bi bil rad v tvoji koži. Vendar, še to ni zadnji Jezusov prihod. Jezus bo prišel kot kralj, vladar. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko. Tudi tisti, ki so ga prebodli in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod, Bog. On, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Prišel bo dan, ko se bo Jezus javno razodel vsem narodom. V trenutku bomo dobili odgovore na mnoga vprašanja, kot so: kje je Bog? Če obstaja, zakaj ne posreduje? Zakaj dovoljuje krivico? In podobno. Zavladal bo v svoji moči, pravičnosti in lepoti. Ali poznamo bistvo adventnega časa? Adventni čas, praznični december, je lahko res izpolnjen z veliko radostjo in praznovanjem. Nismo gola slučajnost, nismo sami. Bog ima popolni načrt za vsakega človeka. Preroki so že pred stoletji prerokovali o veliki luči. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč nad prebivalci v deželi smrtne sence in zasvetila je luč. Ne spreglejmo velike luči sredi mnogih lučk, ki gorijo v prazničnem decembru.
dajmo slavo in čast našemu kralju, ki se je rodil kot odrešenik, ki bo prišel kot ženin po svojo cerkev in nekega dne zavladal kot vladar na zemlji. To ni samo tradicija, to je delovanje živega Boga. Amen. Na koncu zaključimo to pridigo z molitvijo in povabim vas, da se skupaj pomolimo v tem adventnem času, da dovolimo Svetemu Duhu, da govori v naša srca, da nam razodeva, zakaj se je Jezus rodil, da razumemo, da Jezus ponovno pride, da ta velika božična zgodba se nadaljuje, ko bo Jezus zavladal. Jezus, hvala ti, da nas ljubiš, da si prišel na ta svet, da bi nas odrešil, da si se rodil kot odrešenik in zveličar in vsakemu ponujaš odrešitev. In ti nam govori v tem adventnem času. Spregovori nam, kako nas ljubiš, da je tvoj načrt popoln, da nismo sami, tudi ko se počutimo same. Ti si prišel, da nam daš novo življenje in da smo nekega dne za vso večnost skupaj s tabo. Hvala ti, vsemogočni Bog. Tebi odpiramo naša srca in blagoslovi ta adventni čas, da se lahko veselimo resnično teh praznikov, da se je rodil zveličar in odrešenik. Amen. Jezus, otpusti, izbriše tvoj greh.